Spoštovani gospe in gospodje, v današnjem slovenskem katoliškem prostoru se uveljavljata dve tezi, ki sta za katoliško družbeno-politično delovanje nadvse nevarni. Prva je teza, ki zadeva naš angažma na ravni civilne družbe in pravi, da se pri nas odločna, javna obramba katoliških načel, kar nekateri imenujejo kulturno-bojna, kulturkampfovska nastrojenost, slabšalno, ne izplača. Saj naj bi v takem idejnem spopadu redno zmagovali nasprotniki teh načel, ki imajo za tak boj izdelano dobro delujoče propagandno orožje še iz časa totalitarizma. To je prva teza. Druga teza zadeva naš ožje politični angažma in pravi, da avtonomija zemeljskih stvarnosti, ki jo je proglasil drugi Vatikanski koncil, v tolikšni meri zadeva politično sfero, da je že sama zamisel katoliške politične stranke, kar imamo tle v naslovu, v bistvu protislovje in nesporazum, nekaj vsekakor preseženega, kar izvira iz obdobja tako imenovane konstantinovske, svetno oblastjo, močno povezane in pomešane cerkve, od katere naj bi se drugi Vatikanski koncil dokončno poslovil. Te dve tezi. Obe tezi sta med seboj povezani in se vzajemno krepita. Saj, če rečemo, da pri nas civilno-družbeno glasna in jasna cerkev ni zaželjena, potem je jasno, da umanjka osnova, na kateri graditi katoliško politično delovanje. Laik bo namreč lahko deloval po katoliškem družbenem nauku le, če ga bo cerkev o tem nauku jasno in odločno najprej informirala, ga dalje usmerjala in podpirala na civilno-družbeni ravni. Če se to usmerjanje utiša, potem je jasno, da se bomo znašli pred nazorsko dezorientiranim, nepoučenim laikom, ki bo politično več ali manj popolnoma neučinkovit. Prav tako velja razmislek v nasprotno smer. Katoličan, ki meni, da je politično udejanjanje smernic družbenega nauka cerkve nekakšna konstantinovska zloraba tako cerkve kot politike, bo prej ali slej rad pristal na tezo, da je odločna drža cerkve v civilni družbi nepotrebna oziroma celo škodljiva, saj bi imela prej ali slej politične učinke. Tako se ustvarja v notranjosti cerkve same drža, ki pa si vizira tako družbeno kot politično delovanje katoličanov. Ti dve tezi dobivata v zadnjem času prav posebej perfidno obliko, saj so ju nekateri začeli povezovati s spretno kamufliranimi agitpropovskimi prikazi iz polpretekle zgodovine. Tako denimo tako imenovani prvi filozof v naši deželi, ko le more omenja tezo, da sta bili komunistična partija in katoliška akcija po duhu sorodni, totalitarni organizaciji. Najbrž ni potrebno na tem mestu posebej utemeljevati nesmiselnosti take izjave. Katoliška akcija je namreč vzgajala mučence Grozdetovega kova. Svojim članom je celo strogo prepovedovala vključitev v sicer povsem upravičen oborožen boj zoper komunizem. Katoliška akcija je bila namreč izrazito nadnaravno, duhovno usmerjena organizacija. Kaj ima vse to opraviti s profesionalnimi množičnimi morilci Kidričevega in Kardeljevega tipa? Vendar pa je zanimivo, da take izjave, ki očitno ne temeljijo na branju resnega zgodovinopisja, pač pa agitpropovske literature v stilu Sajetovega belogardizma, ne ostajajo brez učinka tudi na katoliško sredino. Najbrž je temu tako tudi zato, ker je bila katoliška akcija sicer organizacija brez političnih ambicij, vendar pa taka, ki je v pokorščini škofu cerkveni nauk dosledno živela, pa tudi jasno, glasno, odločno in sistematično oznanjala na civilno-družbeni ravni.
Demonizacija katoliške akcije in predvojne cerkve nasploh, o kateri smo govorili prej, je zato prikupna vsem tistim slovenskim katoličanom, ki so tako ali drugače nasedli navedeni tezi o potrebi po civilno-družbeno tihi cerkvi ter tezi o posledični dezaktivaciji katoličanov kot katoličanov v političnem prostoru. V tem smislu je najbrž treba razumeti na primer zadrego, ki jo je bilo znotraj cerkve čutiti ob nedavni beatifikaciji vzornega člana katoliške akcije, blaženega mučenca Lojzija Grozdeta. V tem ključu je treba najbrž brati ona panična zagotovila organizatorjev o tem, kako da je imel lanski evharistični kongres z onim iz leta 1935 skupno le ime. In v tej luči gre verjetno razumeti tudi nelagodje, ki v slovenski cerkvi vedno znova nastane, ko se denimo omeni ime škofa Gregorija Rožmana, duhovnega očeta slovenske katoliške akcije. Kaj šele, ko se omeni, da bi bilo primerno njegove posmrtne ostanke prepeljati tja, kamor sodijo, v ljubljansko stolnico. In še bi lahko naštevali. Vse zastonj je potem govoriti o tem, kako bi morali katoliški laiki prevzeti aktivno vlogo v politiki. Dokler bomo pristajali na floskulo o civilno-družbeno tihi cerkvi, take politične aktivacije ne bo. V tem smislu sem z zanimanjem bral knjigo sedanjega tržaškega škofa, sicer tudi nadškofa, monsignorja Gianpaola Crepaldija, ki je med drugim mednarodno priznan poznavalec družbenega nauka cerkve in je bil zato tudi izbran za predsednika Mednarodnega observatorija Van Juan o družbenem nauku cerkve. Knjiga nosi pomenljiv naslov Katoličan v politiki, il cattolico in politica. Priročnik za nov začetek, to je podnaslov. Knjiga je šla leta 2010 pri ugledni založbi Cantagalli s predgovorom kardinala Angela Bagnaska, predsednika italijanske škofovske konference. V njej monsignor Crepaldi piše tudi o vprašanju, s katerim se sedaj ukvarjamo in pravi o njem takole, citiram. V ozadju politične diaspore katoličanov, torej neučinkovitost katoličanov v politiki ni le slovenski problem, ampak tudi za italijanski problem in pravzaprav tudi za širše evropskega. Skratka, v ozadju politične diaspore katoličanov je na delu konec koncev predvsem pomanjkljivost na ravni samega nauka. Gre namreč za to, da nauk cerkve ni ustrezno podan in ni ustrezno dojet, da duhovniki niso primerno nagovorjeni, da teologi ne delujejo upoštevajoč svoje cerkveno poslanstvo, da katoliške šole ne proizvajajo dosledne katoliške kulture, da katoliške knjigarne ne opravljajo svoje dolžnosti evangeliziranja skozi kulturo, da katoliška kulturna središča ne delujejo v skladu s cerkvenim učiteljstvom. Prav gotovo ni katoliški laik tisti, ki naj opravi premik na teh nevralgičnih področjih. Je pa obenem jasno, da je ravno katoliški laik njihov zadnji prejemnik in da zmeda na ravni nauka onemogoča možnost enotnega nastopa katoličanov v politiki. Konec citata. Mislim, da to, kar trdi monsignor Crepaldi v zvezi z italijansko situacijo, velja morda še toliko bolj za našo slovensko. Skratka, brez močne civilno-družbene podpore iz strani cerkve si bo slovenska katoliška politika težko bistveno opomogla. Naj navedem poučno misel, ki jo je v tej zvezi podal Lech Wałęsa, znameniti voditelj poljskega sindikata Solidarność in vodilni lik pri demokratizaciji te dežele. Ko se je spominjal poteka ključnih dogodkov nastajanja Solidarnosti, je rekel nekako takole, povzemam po spominu. Prvih 10 let svojega sindikalnega delovanja sem porabil, da sem pridobil svojih prvih 10 somišljenikov. 10 let, 10 somišljenikov. Ne? Če ne bi bilo pogumnega papeževega obiska na Poljskem leta 1979, ko je blaženi Janez Pavel II. Javno podprl naše gibanje,
bi naslednjih 10 let porabil, da bi zbral še naslednjih 10 somišljenikov. Pa bi bilo 20, bi bilo fajn, ne, ampak... Z omenjenim papeževim obiskom in podporo pa sem jih kar naenkrat dobil nekaj milijonov in je nastala solidarnost. Leh Wałęsa. Brez podpore cerkve skratka ne bomo prišli nikamor. Z njo pa bomo prišli zelo daleč. Načine, kako naj se taka podpora izvrši, dobro poznamo iz preteklosti. Reče se jim katoliški shod, katere zametek je, upam, da tudi pričujoči zbor. In drugič, katoliška akcija, skozi katero naj se, kot se je že, vrši organizirana prisotnost nauka cerkve v družbi. Na nas laikih pa je predvsem to, da pri razvijanju teh zamisli sodelujemo z vsemi močmi. Še prej pa je naša naloga, da odločno zavrnemo pri sebi in pri sogovornikih omenjeno tezo o tihi cerkvi, kakor tudi tezo o tem, da je katoliška stranka stvar preteklosti. Slednjo tezo bomo najlepše zavrnili tako, da bomo na prihajajočih volitvah volili v skladu s katoliškim družbenim naukom, da bomo volili torej tisto edino stranko, ki je po programu in po dejanjih, se pravi de jure in de facto, s tem naukom skladna. Pri tem ne pozabimo namreč na to, kar je zapisano tudi v kompendiju družbenega nauka cerkve, paragraf 570, in sicer da, citiram, dobro oblikovana krščanska vest nikomur ne dovoljuje, da bi z lastnim glasom podprl udejanjanje političnega programa ali posameznega zakona, ki spodkopava bistveno vsebino vere in morale s predstavljanjem alternativnih predlogov ali predlogov, ki so takšni vsebini nasprotni. Hvala lepa.